Thomas Keller pravi, vsaka resna bolezen je kot velika neonska reklama, na kateri piše, spremeni svoje življenjske navade ali pa bo konec. Tako je. Recept za raka. Razjezite se na nekoga in ne dovolite se odpustiti. Odločite se, da vam je ta oseba zagrenila in uničila življenje. Zelo zamerite in ustrajate v tej energiji. Počutite se kot žrtev. Energija, ki nekoga najlažje pripelje do raka, pa je naslednje spoznanje. Življenje ni pošteno in Bog ljubi vse razen mene. Tomasova sestra je prišla enkrat od zdravnika, pa je rekla, Tomas, zdravnik mi danes rekel, da je Mila tudi dobila raka. Prav, vsi moji starši, najni starši so imeli raka, predniki so imeli in tako naprej. In takrat se je zjezel in rekel, je rekel, ampak že takrat, to je bilo desetletje nazaj. If you feel, think and believe, se pravi, če čutiš, misliš in verjameš, potem, da boš dobil raka, potem ga boš dobil. No, k sreči imamo novo znanost, epigenetiko in tako naprej, da danes vemo, da te besede so še več kot res. Angleško disease pomeni disharmonija. Se pravi, je treba stvari uravnotežiti. Se pravi, če človek hudo zboli, naj se bo na finančnem področju ali kakorkoli drugače, pomeni, da je padel z ravnotežja.